Tone Pavček, dober dan življenje. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti, dober dan, in ti ponujam roko za srečno, skupno vandranje, kdo ve kam. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, v dolino solz in na goro sajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti. Dober dan, posvečena norosti. Dober dan, mila ptica mladosti in tvoja pesem, darjen svetosti. Dober dan, življenje, silno in milo, kot na praznik prihajam v tvoj hram in ti šepetam na uho besedilo zaljubljenih, rad te imam. Dober dan. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan, dober dan. Spoštovani, dober dan in lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, na svečanem podpisu dogovora in pogodb za izgradnjo, opremo in nadzor gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Brežice. Hvala učenki Vanesi Vovk iz Osnovne šole Brežice za kulturni uvod v današnji dogodek. Recitirala je pesem Dober dan življenje avtorja Toneta Pavčka. Njena mentorica pa je Stanka Koren. V naši sredi danes lepo pozdravljamo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Prav tako lepo pozdravljamo direktorja Zdravstvenega doma Brežice, gospoda Dražena Levojeviča. Pozdravljamo direktorico lekarne Brežice, gospod Boženo Omerzel, podžupanjo občine Brežice, gospod Milo Levec, direktorico občinske uprave, gospod Patricijo Čular, vodjo oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, gospod Suzano Ogorevc, predstavnike izvajalcev, predstavnika podjetja Starbak d.o., Petro Krajncovo in Karla Bogatina, direktorja podjetja MTH Servis, trgovina in svetovanje d.o., Martina Hočevarja, predstavnika podjetja Sava Projekt d.d., Urbana Žigante in Vinka Volčanka, predstavnike medijev ter vse vas, spoštovani zaposleni, tako zdravstvenega doma in lekarne, ter spoštovani gostje. Podpis pogodbe je pomemben in težko pričakovan trenutek tako strani občank in občanov, ki si želijo kakovostnih in dostopnih javnih storitev, še posebej na področju zdravja, kot strani občine in javnih zavodov, ki bodo svojim zaposlenim in uporabnikom ter seveda pacientom omogočili bolj kakovostno delo oziroma obravnavo. Projekt bo uresničila občina z državnimi sredstvi in sredstvi Ekosklada. Preden pa bodo današnji podpisniki pristopili k svečanemu podpisu dogovora in pogodb, vam bomo predstavili celoten projekt, ki je gotovo med finančno najmočnejšimi naložbami naše občine. Projekt bo predstavila vodja oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, gospa Suzana Ogorevc. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. V objektu Zdravstveni dom Brežice delujeta dva javna zavoda, Lekarna Brežice in pa Zdravstveni dom Brežice. Oba pa se že dalj časa soočata s prostorsko stisko na več področjih delovanja. Da bi zagotovili ustrezne prostorske pogoje za delovanje, smo pristopili v letu 2019 k izdelavi projektne dokumentacije. Pri izdelavi projekta sta aktivno sodelovala oba zavoda, katerih usmeritve so bile upoštevane. Projekt z nazivom Dogradnja Zdravstvenega doma Brežice zajema izgradnjo prizidka obstoječemu objektu Zdravstvenega doma Brežice in sicer na zahodni strani objekta. Prizidek bo vsebinsko razdeljen na dva dela in sicer lekarniško in zdravstveno dejavnost, ki bosta med seboj fizično povsem ločena. Ločene bodo tudi vse inštalacije. Skupna neto tlorisna površina prizidka znaša 1977 kvadratnih metrov. Lekarna bo zajemala večino pritličja, v katerem se bo nahajala oficina, robotizirano skladišče in magistralna receptura, z izjemo vhodnega dela v zdravstveni dom, ter v prvem nadstropju, kjer so predvideni administrativni prostori, sejna soba, server, arhiv in tako dalje.
Skupna površina lekarniškega dela bo znašala okoli 660 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Zdravstven dom bo zajemal del pritličja, kjer bodo servisno-tehnični prostori ter glavni vhod v zdravstveni dom. V delu prvega nadstropja bo šolski in predšolski dispanzer, celotno drugo nadstropje pa bo namenjeno laboratoriju ter ambulantam medicine dela, prometa in športa. Zdravstveni dom Brežice bo pripadal tudi vezni del, ki obsega stopnišče, dvigalo in navezavo na obstoječ zdravstveni dom. Skupna površina dela, kjer bo zdravstveni dom bil, znaša 1317 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Projekt predvideva tudi nakup in montažo opreme tako za zdravstveni dom kot za lekarno Brežice ter nabavo avtomatiziranega skladišča lekarne. V sklopu projekta bo izvedeno še zunanje dvigalo in požarno stopnišče. Obnovi se obstoječa ploščad nadstreška za parkiranje reševalnih vozil in za dovoz do glavnega vhoda. Na koncu se bo izvedla tudi ureditev okoli prizidka. Kot prva aktivnost, ki jo bo izvajalec moral izvesti, pa je predstavitev transformatorske postaje, da se sprosti prostor za izgradnjo prizidka. Naj dodam še, da gre za skoraj nič energijski objekt, ki ga je občina prijavila na razpis Ekosklada in tudi že dobila odobrena nepovratna finančna sredstva. Predvidevamo, da se bo začetek gradnje pričel oktobra 2022 in se nekje okoli marca 2024 zaključil. Uporabno dovoljenje in predajo objekta pričakujemo nekje v aprilu 2024. Anja je že pred menoj povedala, pa mogoče lahko še enkrat ponovim. Financerji projekta so Občina Brežice, Lekarna Brežice, Zdravstveni dom Brežice, Ministrstvo za zdravje in pa Ekosklad. Skupna vrednost ocenjena, točne še ni, bomo vedeli, ko bo realizirano, je nekje okoli 7 milijonov 681 tisoč. Na projektu pa sodelujejo projektant je bil Adesko d.o.o. iz Velenja, investicijsko dokumentacijo je pripravljal Esprit d.o.o. Novo mesto, izvajalec gradbeno-obrtniških del bo Strabag d.o.o. Ljubljana, dobava in montaža avtomatiziranega skladišča MTH d.o.o. Ljubljana, strokovni nadzor in hkrati koordinator za varnost na gradbišču pa bo Sava Projekt d.d. Krško. Z naše strani bo projekt vodil Kristjan Gajič. Hvala lepa. Najlepša hvala za zelo izčrpno predstavitev. Torej, kot je bilo omenjeno, dobro polovico potrebnih finančnih sredstev bo za izgradnjo zagotovila Občina Brežice kot ustanoviteljica javnih zavodov Zdravstveni dom in Lekarna Brežice. Kaj projekt dograditve pomeni za občino in občane, pa nam bo povedal župan Občine Brežice, gospod Ivan Molan. Izvolite. Spoštovani uporabniki oziroma zaposleni zdravstvenega doma in lekarne, spoštovana direktorji tako zdravstvenega doma kot lekarne, novinarji in vsi, ki ste danes tu zbrani ob tem pomembnem dogodku. Verjamem, da se vsi zavedamo pomembnosti te dograditve, kajti v Občini Brežice se trudimo predvsem, da zagotovimo maksimalne storitve in pa kvaliteto življenja našim občanom. Seveda to pa lahko naredimo predvsem z našimi zavodi in seveda v zdravstvenem domu ste tisti, ki imate izjemno pomembno vlogo predvsem pri zdravstveni oskrbi občanov z naše občine. Seveda vemo pa, da marsikrat pridejo v vaš konc tudi iz drugih krajev ali kot turisti, žal zadnje čase tudi kot begunci ali podobno. In seveda s tem kažete, da oskrba v Občini Brežice je na visoki ravni. Sigurno najprej treba povedati, da smo zelo veseli, da se zadnje čase tako v zdravstvenem domu dobivajo novi programi, pa od tega, da smo dobili Center za krepitev zdravja in pa seveda vse ostale programe, kar pomeni, da se ta mreža širi, da se s tem seveda povečuje število zaposlenih in pa da imajo naši občani čim boljše storitve. Zato seveda je bilo pred nami veliki izziv, kaj narediti z dodatnimi prostori, kajti dejansko danes podpisujemo pogodbo za eno izjemno zahtevno investicijo.
tako finančno kot tudi praktično investicijsko. In za nas je ta današnji dan kar pomemben dogodek v praktično zgodovini občine Brežice oziroma v oskrbi. Kot ste slišali, je investicija tudi izjemno visoka, to je ena najvišjih investicij zadnje čase, pa smo zgradili precej tako šol kot ostalega in seveda tudi finančno zahtevna. Vsega tega pa ne bi bilo, če ne bi združili tu moči, tako lekarna, zdravstveni dom, občina in pa če nam ne bi na občini uspeli pridobiti tudi dodatna sredstva tako od ministrstva za zdravje, kakor tudi od Eko sklada. In seveda z skupnimi močmi bomo prišli do teh prostorov. Seveda se zavedamo, da praktično za zdravstveno oskrbo niso ključnega pomena prostori, ampak so ključnega pomena ljudje, vi, ki tu delate, ki ste imeli še izjemno težke čase zadnje 2 leti in zato seveda vam tudi vso zahvalo izrekam. Kajti dejansko ljudje ste tisti, ki skrbite za to, da so naši občani dobro oskrbljeni. Se pa zavedamo, da delovni pogoji so pa tudi pomembni za to, da lahko kvalitetno delate in pa seveda, da je tudi zadovoljstvo večje. Zato seveda občina, ki je zadolžena predvsem za ta drugi del, da zagotavlja osnovne pogoje, se tudi trudi in jaz verjamem, da s tem smo tudi dokazali, da nam je za to, da imamo kvalitetno oskrbo, kvalitetne ljudi, ki to delate in pa v kvalitetnih prostorih. Prav je, da povemo, da smo v zadnjih času tudi precej delali na tem, da se je izboljšal tudi vaš vozni park, predvsem kar se reševalnih vozil tiče in z vsem tem seveda smo veliko prispevali. Ob tem tudi zahvalo tako enim kot drugim direktorjem, kajti dejansko pri tem usklajevanju je bilo potreba precej naporov, da smo sploh prišli do tega, da smo naredili projekte, da smo prišli dokončno tudi do izbora izvajalcev. Od izvajalcev seveda pričakujemo maksimalni trud, da bojo res poskušali to investicijo delati tako, da bo čim manj moteče, tako za vas, ki to delate, kot tudi seveda za uporabnike zdravstvenega doma. Jaz upam, da glede na to, da z Štrabahom imamo dobre izkušnje že pri vrtcu Dobova, da bodo tudi tu tako kooperativnost in vkolikor bi bilo mogoče najti še možnost kakšne dodatne sredstva v drugem letu, da bi mogoče celo dogotovili ta zdravstveni dom pred rokom, tako kot nam je uspelo pri vrtcu. Seveda vsem ostalim, tako tudi ostalim, ki ste pri tem projektu vključeni, se zahvaljujem. Jaz verjamem, da je to tudi za vas pomemben posel in da bomo vsi skupaj na koncu veseli. Predvsem pa vam želim vsem veliko zdravja, čim manj težav pri izvedbi te investicije in seveda, da bi bili naši občani zadovoljni in kvalitetno oskrbljeni. Hvala lepa in lep dan. Najlepša hvala, gospod župan. Prizidek in s tem povečana površina za delo bosta prinesla spremembe na bolje tako za zdravstveni dom, kot tudi za lekarno. Kaj pa bo nova pridobitev pomenila za zaposlene in za uporabnike oziroma paciente, pa nam bosta v naslednjih minutah zaupala direktor zdravstvenega doma Brežice, gospod Dražen Levojevič, in direktorica lekarne, gospa Božena Omerzel. Tako da, gospod Levojevič, izvolite. Ja, lep dober dan tudi v mojem imenu. V zdravstvenem domu Brežice smo si pri načrtovanju dograditve obstoječega objekta zadali več ciljev. Med temi je mogoče izpostaviti prvič, da želimo z preselitvijo prostorov v dograjeni objekt sprostiti čim več prostora za dejavnost splošne oziroma družinske medicine in v obstoječem objektu zagotoviti vsaj 13 ambulant splošne oziroma družinske medicine, ki so opremsko in prostorsko v skladu z strokovnimi smernicami na tem področju.
Se pravi, v njih poleg prostora za zdravnika in srednjo medicinsko sestro načrtujemo tudi prostor za diplomirano medicinsko sestro in pa ločen prostor za preveze za vsako ambulanto. Z selitvijo nekaterih prostorov, kot sem rekel, želimo pridobiti tudi za njih boljše prostore in tudi te nekako uskladiti s strokovnimi smernicami. Na prvem področju so to 4 dispanzerji za šolsko in predšolsko vzgojo, ki jim pridružujemo vse podporne dejavnosti, se pravi, ki so zdaj nekako razmetane na različnih koncih, se pravi storitve logopeda, specialnega pedagoga, psihologa. Hkrati pa želimo ločiti poti za obravnavo bolnih in pa zdravih otrok, ki smo jih do zdaj nekako ločevali z organizacijo dela, ne pa prostorsko. Hkrati v prizidek umeščamo tudi prostore laboratorija, ki ga na ta način načrtujemo in pa usklajujemo z predmetnim pravilnikom, ki določa pogoje za delo laboratorija. Hkrati v prizidek selimo tudi prostore dispanzerja za medicino dela, prometa in športa, ki jim prav tako pridružujemo podporne dejavnosti. V fazi dograditve zdravstvenega doma, ki bo obsegala tudi ureditev dovoza za reševalna vozila, umestitev zunanjega dvigala in pa zagotavljanje rezervnega napajanja z agregatskega napajanja za oba zavoda, se pravi in za lekarno Brežice in za zdravstveni dom Brežice. V naslednji fazi načrtujemo, se pravi, obnovo tudi obstoječega objekta. V tej prvi fazi načrtujemo še prenovo garažnih prostorov in za sabo pa to potegne tudi prilagoditve, kot sem rekel, v obstoječem objektu, in sicer v likalnici, pralnici, v reševalni službi, v prilagoditvi prostorov Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v skladu s strokovnimi smernicami, drugačno umestitev in pa širitev prostorov za zobozdravstveno dejavnost in pa tudi nekatere podporne prostore, kot so velika sejna soba in pa prostore za osebje, tam, kjer jih že ni oziroma so premajhni. Toliko o naših ciljih, upam, da jih bomo uresničili. Najlepša hvala, gospa direktorica, izvolite. Dober dan tudi v mojem imenu. Jaz bom bolj kratka. Z novimi prostori ohranja lekarna Brežice dobro dostopnost do zdravil in lekarniških storitev za paciente, ki obiščejo zdravnike v ambulantah zdravstvenega doma in bolnišnice Brežice. Za gibalno ovirane obiskovalce in vozičke pa se bo dostopnost bistveno izboljšala, saj bo prostornejša oficina nove lekarne s spremljajočimi prostori v parterju dostopna s pločnika. Novi prostori lekarne bodo razporejeni in opremljeni tako, da bodo zaposlenim omogočali kakovostno delo v skladu z zakonodajo, dobro lekarniško prakso in s sodobnimi trendi v lekarniški dejavnosti. Zagotovljen bo prostor za svetovanje, v katerem bodo farmacevti izvajali lekarniške storitve. Opremljen bo prostor za magistralno recepturo in aseptično pripravo zdravil. Pomembna pridobitev bo vsekakor sistem za robotizirano skladiščenje in izdajo zdravil.
Izboljšali se bodo pogoji za izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov in študentov farmacije ter za opravljanje dežurne službe. Potrebne prostore pa bo dobila tudi uprava v nadstropju, kjer bo tudi predavalnica ter strežniški prostor z arhivom. Ob tej priložnosti bi se županu, gospodu Ivanu Molanu, zahvalila za podporo, da bodo sredstva Lekarne Brežice iz poslovanja preteklih let namenjena tako pomembni pridobitvi za občane Brežic. Vsi zaposleni Lekarne Brežice smo si in si bomo tudi v bodoče prizadevali s strokovnim, vestnim, predanim in odgovornim delom, da bodo imeli naši občani zagotovljena kakovostna zdravila in kakovostne lekarniške storitve. Hvala. Hvala. Spoštovani, prišli smo do glavnega dela današnjega dogodka. Do svečanega podpisa dogovora o sofinanciranju in pogodb za izgradnjo, opremo in nadzor. Najprej k podpisu vabim direktorja Zdravstvenega doma Brežice in župana občine Brežice. Podpisala bosta dogovor o sofinanciranju projekta. Hvala. Sledi svečani podpis pogodbe za izvedbo del. Pogodbo bosta podpisali župan občine Brežice, direktorica Lekarne Brežice in predstavnika izvajalca podjetja Strabag. Izvolite. Najlepša hvala. Sledi podpis pogodbe za opremo. Pogodbo bodo podpisali župan občine Brežice, direktorica Lekarne Brežice in direktor izvajalca podjetja MTH, Servis, trgovina in svetovanje d.o.o. Izvolite.
Svečano podpisovanje zaključujemo s svečanim podpisom za izvajanje nadzora v času gradnje. Pogodbo bosta podpisala župan občine Brežice in predstavnik podjetja Sava Projekt d.d. Najlepša hvala. Spoštovani, naj povem, da bodo podpisniki za individualne izjave na voljo po uradnem delu. Preden pa se zares poslovimo, prisluhnimo učenkama Gajice Kutam in Stari Žnideršič iz osnovne šole Brežice, ki se bosta predstavili z zimzeleno pesmijo Zemlja pleše. Na kitari pa jo bo spremljala njuna učiteljica glasbe Katja Lipičnik. Še enkrat se vam zahvaljujemo za udeležbo in vam želimo prijeten dan. Is your